Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta dva naša stalna komentatorja, dva Petra Gregorčič in Petra Jančič, bo pozdravljena. Nadaljevali bomo seveda komentirali bomo seveda sestavljanje vlade. To vidim, da postaja to precej zapleteno, predvsem pa tudi napeto. Zdaj, Peter, koliko so se recimo stvari spremenile, ali pa zabetonirale, ali pa spostavile za naprej z izvolitvijo Zorana Stefanovića za predsednika državnega zbora v smislu formiranja vlade? Jaz mislim, da je ta ocena, ki so nekateri izrekli, recimo predvsem Matjaž Han izrekel, kot star politični maček, da je s tem vlada nekako sestavljena, jaz bi rekel, da so 90%, dajmo tako reči. 90%. Ja, vedno se lahko kaj zgodi. Zdaj, če bi smel špekulirati, kaj se bo zgodilo, se pravi, imamo 3 desne stranke, ki imajo skupaj 43 glasov, potem imamo Resnico. Mislim, v bistvu imamo 6 strank, če štejemo trojček tam, ja. Ok, se pravi 3 liste, dajmo reči, 3 skupne liste, ki so prišle v parlament. Oziroma 5, 6, ja. Imajo 43 glasov, potem imamo Stevanovića, ki je zdaj dobil mesto predsednika državnega zbora, morda mimo grede z tega mesta bo verjetno odšel šele po razpustitvi parlamenta, zaradi tega, ker je ključno, da je bil gor imenovan, je bilo 5 glasov Resnice, in če sklepamo, da mu stranka ne bo razpadla, potem ga ne moreš več razrešiti. Ker dvomim, da bi recimo Janez Janša podprl Roberta Goloba pri razrešitvi in obratno. Tako, recimo, je vedno se lahko to zgodi, ampak tako situacijo smo v slovenskem parlamentarizmu. Janša podprl Goloba, če bi hotel razrešiti Stefanovića. Recimo, da bi se kaj zakompliciralo, ali pa Golob Janša, obratno. Tako situacijo smo mi recimo že imeli, spomnimo se v Šarčevi vladi, ki jo potem prevzel Janez Janša, najprej se Šarčeva vlada ni zmogla sestaviti, takrat so se dogovorili, da je začasni predsednik državnega zbora Matej Tonin, ki se tudi s tem strinjal, in ko se je koalicija oblikovala, in takrat to ni bil neka igra sestavljanja koalicije, ampak je bila razrešitev dileme, kako vzpostaviti državni zbor, da lahko potem stečejo postopki imenovanja mandatarja. Potem je Tonin, ko se je oblikovala Šarčeva vlada, odstopil, je bil imenovan Židan, in ko je potem Šarec vrgel puško v koruzo in je vlado začel sestavljati Janez Janša, je Židan tudi odstopil in je iz strani kvote takratne koalicije prišel na to mesto Zorčič, zdajšnji direktor ali predsednik DVK-ja. In potem, kasneje, se je zgodil tisti izstop dela poslancev SMC-ja, med nepovezane poslance, Zorčič, Sluga, Rajić, ne vem, še kdo zdraven. Se pravi, Zorčič ni bil več del koalicije, ampak ni želel odstopati. On je rekel, mene so imenovali poslanci, in poslanci me bodo tudi razrešili. In potem je šlo na glasovanje, takrat smo se hecali, da zdaj ne ve, bo šel s šoferjem domov ali ga mogla iskati žena, in glasovanje ni šlo čez. Skratka, sam hočem povedati, tako imamo razmere, kot se nakazuje zdaj, da bomo šli v manjšinsko vlado, potem je predsednik državnega zbora lahko zelo ugodna funkcija, če ne delaš neumnosti, ki bi škodili obem stranem. Skratka, ker nikoli potem ena stran ne želi te razrešiti zato, ker bi to izgledalo, kot da drugi strani pomagala do neke psihološke zmage. Zdaj pa, če se vrnem zdaj k tvojemu vprašanju, z tega stališča bi jaz rekel, da se lahko oblikuje neka taka, mislim, da je lepo je rekel lastnik tega medija, Aleš Štrancr, dr. Štrancr je na Twitterju objavil, da to bo potem koalicija vsega mogočega, samo z namenom, da vladamo, in mogoče pa to sledeč način, da imamo 3 stranke, ki imajo 43 glasov. Stevanović mora prispevati za mandatarstvo svojih 5 glasov, da dobimo mandatarja, se pravi Janez Janša v tem primeru postane mandatar. V bistvu mora prispevati samo še 3 glasove. Ok, pač 5, 48, lahko povemo, kje se potem zaplete. Od tukaj naprej pa mora biti ta manjšinska vlada, ki bo manjšinska, čeprav je Janez Janša rekel, da ne bo sestavljal manjšinske vlade, in zdaj dela spin, da na začetku manjšinska vlada ni možna, je rekel, ker za mandatarja rabiš 46 glasov. Mandatar in vlada ni isto. Za vlado rabiš zgolj manjšinske glasove. Se pravi, Stevanović bi lahko celo delno držal svojo obljubo s tem, da na koncu, ko bo potrjevanje ministrov, svojih glasov ne prispeva. Zakaj? Ker je dovolj relativna večina. Se bo prispeva za mandatarja, ne pa za vlado. Za mandatarja absolutno more prispevati, zato da Janša postane mandatar, ko pa se imenujejo ministri. Recimo Šarčeva vlada se je imenovala s 45 proti 34, ni imel 46, ker je Levica takrat se vzdržala, enako kot se lahko zdaj Stevanović vzdrži, in omogoča udobno vladanje, dokler to ostane vse skupaj. Zato, ker ima, recimo, Stevanovićem se mora zmeniti samo preprost dogovor, kjer pravi, podpre naj Stevanović, kar misli, da je vredno podpreti, ostalemu pa ne sme nasprotovati. In potem razen imenovanja ustavnih sodnikov in tako naprej, povsod lahko vlada z relativno večino, razmere v parlamentu pa je desnica 43 glasov, levica, ta z malo levica, pa 40 glasov, se pravi,
težava je, da ti ne smejo zboleti več kot 3, ne? Se pravi, vsako ključno glasovanje moraš imeti vse na broju, potem pa je vsak rezultat 43 proti 40 in zadeva pač tako teče do konca. Zdaj si spet dal idejo, ne, Stefanoviću, ker on sam pravi, da pobira ideje iz medijev. No, tako da spet smo mu dali, da je čeprav idejo, tukaj, ne, v bistvu včeraj smo poslušali generalnega sekretarja Gibanja Svobode, ne, da je Stefanović sam že preden je bilo to v medijih prosil, da dobi to mesto, ne. Lahko kasneje povem svoje razloge, zakaj mislim, da je to za njega pomembno, ne. Druga, se pravi, prva stvar je ta, da te poslanci, ne, sploh v taki skupini želijo imeti enega izmed sebe, ker če greš ti v vlado, potem se od njih nekako deliš, delaš po svoje, ti ljudje, ki so pa z njim, ga pa rabijo tam zato, da bodo delali skupaj, da tudi njim omogoča tisto, kar so prišli v ta državni zbor, ne. Skratka, da je že pri Golobu, ne, in zdaj, da Golob je pač to zavrnil. Moji viri tudi to potrjujejo, edino, kar še nisem čisto jasen, a je zavrnil z tega, kar je potem poskušal verjetno spinati grah iz neke načelnosti, ne. Če bilo to res, potem se izkaže, da je Golob tukaj celo bolj načelen od desnice, ne. Ali zato, ker namreč Janši je 5 glasov pomagalo k temu, ne, da je lahko dobil predsednika državnega zbora in kasneje si obetal mandatarstvo, ker 43 plus 5 je 48, medtem ko Golobu 5 glasov ne bi pomagali, ne. Bi bilo 40 plus 5 je 45 in bi moral bodisi prepričati manjšinca, bodisi nekomu scufati še enega poslanca z desne, da bi od tega prišel. Skratka, na levi strani zaradi slabšega volilnega rezultata je bila ta kalkulacija pač mnogo težja. Zdaj, Peter, če nadaljujemo tukaj, no, pri Stefanoviću pa njegovi izvolitvi, ampak samo še to dodatno vprašanje, ne, ker smo zdaj končali pri glasovih. 48 glasov je bilo, ne, je dobil Stefanović. Levica in Socialni demokrati glasov menda niso prevzeli, ne. 29 poslancev, oziroma glasov je bilo proti, zdaj Golob razlaga, da so bili vsi njegova poslanska skupina proti. Ostane tukaj še 2 manjšinca, ne, ker so špekulacije, da naj bi 2 poslanca iz poslanske skupine Logajevih demokratov glasovala proti temu, da Stefanović postane predsednik državnega zbora, in naj bi Stefanović v bistvu dobil od 46 do 48 glasov 2 glasova poslancev manjšine, ne. Drugi spet špekulirajo, da je bil italijanski predstavnik Žiža proti Stefanoviću, oziroma pač dal neveljavne glasovnice, in da je Horvat, mačarski poslanec, glasoval za Stefanovića. Glasovanje tega v bistvu nihče ne more vedeti. In tu govorimo o špekulacijah. To se takoj dela spin in logično, da se dela, ne, s katerim se skuša doseči cilje, ki so pa tista druga zgodba, ki je Peter zdaj tu ni omenil, ne. Na to glasovanje prejšnji teden ni bilo glasovanje o Golobu ali pa o Janši, je bilo zgolj glasovanje o Stefanoviću. In to glasovanje nikakor ne pomeni, da bo Stefanović ostal do konca mandata, ne. To je odvisno od tega, kako se bo razpletel ta pomembnejši del, ki je zdaj pred nami. Prva naslednja pomembna odločitev ni, kdo ima večino za vlado. Prva naslednja pomembna odločitev je, koga bo Nataša Pirc Musar predlagala v parlamentu za tistega, ki bo sestavljal vlado. In tu ima gospod Golob prednost, ker vsi vemo, da je gospa Nataša Pirc Musar pač levičarka, jo je predlagal Milan Kučan in ona bo na vsak način poskušala predlagati gospoda Goloba. Ja, pa vseeno je pa rekla, da potrebuje tisti, ki ga bo predlagal 46 glasov. Njegova naloga v tem času pa je ne, da dobi koalicijo, ampak da zbere zanesljivih 46 glasov in jih to pove. Ne rabi povedati kdo, kateri, ne, ampak mora imeti zagotovilo, da teh 46 glasov manj mora ga tudi imeti. Kako pa to potem, a to daš besedo, kako je to? Glasovanje bo tajno. Ne, Peter, vem, ampak ti praviš, da ne rabi tudi v preteklosti. Tudi v preteklosti je bilo podobno. Gospod Janković ni prinesel podpisov gospodu Turku, ki ga je predlagal in je šel po parlament in je tam padel. To ni nič takega, no. In to je prvo ključno glasovanje, ki se bo zgodilo, kjer bo skušal gospod Golob, kar mora narediti, da to glasovanje dobi in da potem tudi sestavi vlado. Zdaj, kakšno vlado hipotetično lahko sestavi, smo pa preteklosti že povedali. Ne, on mora pač razbiti demokrate in jih dobiti v svojo koalicijo in potencialno dobiti še podporo ali resnice ali levice, da ima, ne, če lahko združi demokrate in levico, kar je nekoliko težko, ne, da ima večino. Če mu uspe, ne, ali pa če bi mu uspel pa največji met, ne, če razbije še to desno povezavo, da spravi v koalicijo demokrate, Novo Slovenijo, potem se lahko levici z lakoto odreče in resnici in ima večinsko vlado in gladko zamenjajo predsednika državnega zbora, ki potem zgubi večino in odleti in bo sam odstopil, če je pametno, kot so odstopili takrat Židan. Realpolitika je namreč v številkah. Oni so odstopili, ker so vedeli, da bi sicer odleteli. Ne, ni v politiki te, kako bi rekel, idile, ne, da eni držijo besede. Dajmo se hecati, ne.
Če bi odletel, potem boš odstopil, ker je to boljše, kot da te odstavijo, ker tisti pa boli, ne, pa tudi veljaš za slabega človeka. Ne. Tako da tu bo zelo podobno. Ne. Skratka, če bo imel večino, bo Stevanović ostal na vrhu državnega zbora, sicer pa ne. In na drugi strani je gotovo, in je to tudi povedal, da bo Golob poskušal zagotoviti večino, ki jo je izgubil na volitvah. Izgubil je za svojo koalicijo 13 glasov, 11 jih mora nekako vsaj nazaj dobiti ali pa 10, da lahko udobno vlada. Ampak tvoja teorija, če pa jaz razumem, je takšna, da bi Golob lahko postal mandatar, z nekim XY glasovi in potem sestavil vlado z nekimi drugimi. Oboje je možno. In v tem primeru, recimo, če bi potem sestavil vlado, bi se odpovedal Levici, sestavil vlado z socialnimi demokrati, NSI-jem in pa demokrati in potem bi seveda imel dovolj, da zamenja pač Oboje je možno. On lahko ima dogovor v tem 3 tednih, zdaj, ki so časa, ker en mesec ima časa od konstitutivne seje predsednica republike, da predlaga mandatarja, lahko v tem času že doseže nek dogovor, ampak to bo najbrž težko, in potem dobi mandatarstvo in s temi, s katerimi se je dogovoril, sestavi vlado, lahko pa tudi, da tega še ne bo dosegel do takrat. Kot recimo ni Janez Drnovšek leta 1996, ko je šel v parlament, tam se je zgodil Pucko, je bil potem izvoljen, ampak njegova vlada je pa padla, s katero je potem šel naprej, v kateri je bil tudi Linčič, pa razni čudaki, in je potem sestavil vlado s SNS, to je danes ta NSI pa SLS, Tako da tu v politiki se marsikaj lahko zgodi, je treba biti zelo previdni in pritiski bojo v naslednjih tednih velikanski in še nekaj se ne smemo sprenevedati. Mi smo zadnja leta gledali, Svoboda je svojo koalicijo dramatično zlorabila oblast. Oni so ukinjali opozicijo v parlamentu, onemogočili so nadzorno vlogo, preiskovalne komisije, ki bi morali nadzirati vlado, so uporabili za nadzor opozicijskega tiska, opoziciji so odvzemali besedo, zlorabili so Sovo, kriminalistično policijo v kampanji, izvedli so čistke v medijih, To morajo zaščititi zdaj, in bo brutalno. Če oni zdaj izgubijo oblast, jim to pade in bo to prišlo še bolj na dan, kot je že znano, ker zdaj govori o tem samo nekaj ljudi, ki si upajo. Večina je pa v Sloveniji o tem tiho, ker je vse strah. Zvoli, Peter, nekaj si odkimaval vmes, Ne, v redu. Ampak teoretično je to možno, Vse je možno. Sam to bi pojasnil, se pravi, ustava pravi, da predsednica republike predlaga mandatarja po posvetu poslanskih skupin. In jaz si predstavljam, da ne pride Robert Golob pa Janez Janša, pa oba rečete, imava 46, ampak jaz če bi jaz bil predsednik, se pravi, vprašaš poslanske skupine, ali boste prispevali glasove in sešteješ glasove. Se rekla, šteli bomo do 46. Skratka, skupaj bomo šteli. To pomeni, ampak ustava zahteva od predsednice, da se posvetuje s vodji poslanskih skupin, in vodji poslanskih skupin, da prišli tja in bodo predsednici povedali, da nameravajo podpreti tega ali drugega in predsednica bo seštela. Kaj se bo na koncu zgodilo? Ustava tudi pravi, da so poslanci niso vezani na nikakršna navodila. Se pravi, to, da vodja obljubi glasove neke poslanske skupine predsednici republike, da bo dali za nekega konkretnega mandatarja, ne pomeni, da bodo vsi poslanci temu sledili. Zaradi tega tisti, to smo tudi videli zdaj pri glasovanju o predsedniku državnega zbora, tiste poslanske skupine, ki ne želijo potem biti deležne medijskih spinov in ne želijo podpreti nekoga, običajno ne prevzamejo glasovnic, ker to je edini način, da medijsko rečeš, da nekega mandatarja ali pa nekega kandidata nisi podprl. Pa zdaj, recimo, če še isto vprašanje zdaj postavim tebi, okoli teh 48 glasov. Zdaj, Logar je zelo pohitev, pa je šel ven na pol tiskovno konferenco, oziroma povedal je, da je njegova poslanska skupina glasovala enotno. Koliko se recimo lahko v tem primeru predsedniku stranke verjame, kaj to reče? Jaz mislim, da politiki, sploh slovenski politiki, po teh volitvah se ne sme nikomor verjeti. Namreč zdaj, če malce tako... Na besedo, Na besedo, absolutno beseda v slovenski politiki ne šteje nič. Edini, ki bi rekel, da je po teh volitvah še ohranil besedo ali pa se zdi, da bo ohranil, sta Han, ker nisem ga šel analizirati, pa Vrtovec. Vrtovec je na začetku rekel, jaz sem izbral stran in vrednot ne bomo izdali in to se drži. Vsi ostali so besedo požrli ali pa jo še bodo požrli. Robert Golob jo je itak požrl vsak večer, po vsakem jutru, ko se je zbudil kot predsednik vlade. Janez Janša zgleda, da bo šel sestavljati manjšinsko vlado, čeprav je zatrjeval, da on sploh ne bo sestavljal vlade, ne samo, če ne bo udobna večina. On je zatrjeval v soočenih, da ne bo sestavljal vlade, če skupaj z NSI, Fokus in SLS ne bo imel 46 in potem temu dodajo svojo ustavno večino. Razuma? Logar,
če bo podprl, je dvakrat bo požrl besedo. Ne. Prvič rekel je, da ne bo šel v koalicijo, kjer ne bo ene leve stranke in da demokrati ne bo prispevali glasu ne za Roberta Goloba, ne za Janeza Janša. Ne. Stevanović je pa rekel, da ne bo politično sodeloval, ne, in potem je zdaj neko bizarno izjavo dal, ne, da odkar je izvoljen parlament, ta izjava več ne šteje. Seveda ne šteje, zato ker z njo je prevaral volivce, dali so mandat in zdaj se na njih požvižga. Ne. Samo tako jaz to lahko razumem. Ne. Skratka, zdaj tvoje vprašanje, koliko lahko verjamemo predsedniku demokratov, ne, no, nikomor ne moremo nič verjeti. Ne. Vemo samo, da je to možno, ne, da so dali 6 glasov, ker jih je bilo 48, ampak kar je Peter prej lepo razložil, oziroma tukaj sta se pogovarjala, ne vemo, a je zdaj se ta matematika ravno išla, ker je drugi prispeval glasove, ne, ali ne. Ne. Zdaj pa morda... Zdaj, v tem primeru, ne, zdaj, ko smo že pri teh pekarnah zarečenega kruha, ne, v tem primeru, o katerem govori Peter, ne, če bi recimo Golobu, potem, ko bi postal mandatar, uspelo sestaviti vlado z SDM, demokrati in NSI-jem, ne, oziroma tem trojčkom, bi pa Vrtovec hudo požaral besedo. Pa seveda tudi Han. Kako? Pa Han tudi. Dej, ampak zdaj... Han je rekel leva vlada, ne? Ja, dobro. Ampak zdaj, če bi smel še pojasniti to svoje videnje, kaj se dejansko dogaja, ne, ker zdi se zdaj po petkovi zadevi, se pravi tukaj, kot sem že v začetku rekel. Ne. Jaz mislim, da Han je podal najbolj realno politično oceno. Ne. Se pravi, jaz se z njo strinjam. Desna vlada je sestavljena. Ne. In potem se zdaj postavi vprašanje, kaj zdaj počne Golob na Instagramu in kaj počne njihov generalni sekretar včeraj na obeh glavnih televizijah slovenskih. Ne. In moja razlaga je samo ena. Ne. Se pravi, oziroma 2 razloga sta, zakaj morata govoriti, da je še vse v redu, potem se pravi s temi obljubami manipulirati, ne, se pravi Levica mora manipulirati z obljubami zato, da maje desne poslance, da morda kdo odpade, ne, in odpasti morajo pa 3. Zato, ker trenutno kaže se 48 glasov, da bi lahko šlo tudi za mandatarja, če odpadejo 3, potem mandatarstva ni. Ne. Druga stvar je pa, da konsolidirajo svoje volilno telo, ne, se pravi predvsem in svoje poslance in svoje volilno telo, da izvajajo še volilno telo medijski pritisk na desnico. Ne. Po drugi strani pa desnica more zopet ne upravičevati, zakaj Stevanović ni požrl obljube. Ne. Spomnimo se, recimo Romana Tomc je rekla, da če bo šel Stevanović z Golobom, bo dobili v Svet Evropske unije Rusija zaveznika, ne. Zdaj so vse te besede požrte. Ne. Zato, ker jim to koristi, da pride na oblast tudi z stališča nenačelne koalicije. Jaz ne trdim, da je to dobro ali pa slabo. To je samo dejstvo. Ne? In skratka, vsak od svojih političnih polov izvaja svoj politični inženiring oziroma medijski inženiring, da prepričuje drugo volilno telo in poskuša na ta način nekako razmerja, ki se zdijo zacementirana. Ne? In kot je rekel Peter, nikoli niso, dokler ne greš v kabino in ni preštet zadnji glas, razmere niso cementirane. No zdaj Han, za katerega pač da je dal realno oceno, se je potem nekako umaknil iz javnosti. Ne? Zdaj pač nihčega verjetno tudi kaj dosti ne vpraša, pa tudi sam kaj dosti ne govori o tem. Ne? To ni prava ocena, ampak je strateško dosti bolj pametna ocena od tega, kar je počela Svoboda, pa večina medijev, ki so po volitvah razglasili velikansko zmago in da nič več ni treba. To ni res. Ne? Han je povedal, da zmage koalicije ni dosegla. Ampak Han mislim, da je to že v nedeljo takrat govoril. Ja, da so izgubili volitve, namesto 53 imajo 40 in da bo treba trdo delati, če bo kaj, da bi obdržali oblast. In zdaj, kaj je to trdo delo, ki ga vidimo, ki ga tudi Svoboda pa kaže, ne, vendarle, ne. To trdo delo je to, da strašiš pred Janšo, da rečeš, Janša je že sestavil vlado, da potakneš lažno izjavo v resnici, kako je stvarno že vstopil to vlado, ki je bila objavljena na spletu in krožnic celo eni novinarji delijo okoli. Ne? To fantazmo... Ta izjava je potem bila zelo podobna tistemu, kar je naslednji dan potem Stevanović govoril za Radio Slovenija. Ne? Bila je potvorjena, ampak vsebinska je bila pa čisto identična. Bila je potvorjena in pač gradiš to fantazmo zato, da bi povzročil schizmo v kateri od teh mejnih strank, recimo pri demokratih. Da vsaj nekaj demokratov prestopi in da še kaj koga pridobiš, da bi na koncu uspelo to, kar je glavni cilj, to se pravi, da se prepreči vlada Janeza Janše. Ne? Daj, bodimo pošteni. No? Mi imeli smo volitve, kjer se je veliko govorilo. Po volitvah pride realnost. Realnost je pri nas za politike zaradi skrajno neumnega volilnega sistema in povrhu vsega imamo celo 90 poslancev, parno število, težka, ker pač noben jasno ne zmaga in to, kad se je to zgodilo in noben nima dobrih rešitev. Tu je problem, ne da oni zdaj, kako bi rekel, vsi kršijo svoje predvolilne napovedi, noben jih ne more uresničiti.
In pred sabo imajo samo slabe rešitve. Ne. To, kar se zdaj poziva, da mora Janša spoštovati svojo napoved, da bo sestavljal samo močno vlado z NSI-jem, ne, to je super zgodba za Svobodo. To bojo na vso moč govorili, zato ker tako oni dobijo vlado. To je edini način, da pridejo vlade. Janša ne bo hotel sestaviti vlade, zato bojo demokrati prileteli k nam pa NSI. To bojo širili, koliko bojo mogli. Edini problem je, da ni nujno, da je res. In da so v petek pač naleteli na mino, ko je bil izvoljen predsednik državnega zbora in smo videli, da je možno tudi nekaj drugega. Ne? In zdaj se morajo truditi. In tu bo zdaj hud spopad. Jaz bi bil zelo previden, ne bi na hitro ocenjeval tudi o teh, kako bi rekel, požrtih besedah. Glejte, ko gre za NATO. Mi smo imeli 4 leta v vladi stranko, ki je za izstop iz NATO in je zahtevala referendum za izstop iz NATO, pa so bili vsi ti zdaj, ki norijo ob Stevanoviću tiho ko miške. Noben nič ne govoril. On zdaj ponavlja ideje levice. Ta ideja referenduma ni njegova, to je ideja levice, ki je bila v vladi 4 leta. Vlada je dosti pomembna v vodenju državnega zbora. Vlada res določa politiko države. Pa ta referendum je itak neumnost. Ker referendum o mednarodnih pogodbah je mogoče le potem, ko je odločitev sprejeta. Samo v zblojeni politiki Svobode, ne, ker smo imeli te posvetovalne referendume, imamo še neke brezvezne ankete, ki pa niso zavezujoče. Tu treba biti previden. Ne. To je pokazala ta eutanazija na koncu. Ne. Tako da jaz bi bil zelo previden pri teh hitrih ocenah zdaj politikov priča smo močnemu, resnemu spopadu, ker imajo vsi pred sabo same slabe rešitve. In jaz bi še to spomnil. Cilj, ki ga je Janša postavil, on še ni prevzel vlade. Njegov cilj je, on je takoj po volitvah povedal, so predčasne volitve, sem vprašanje, če jih lahko doseže. Če jih ne more doseči, so pač kaj pa druge izbire, ali bo vladala pač šibka leva stran, pa šibka desna stran. Zdaj, Stefanović očitno namerava ostati, ne, politik, ne? Ni on v vlogi Tonina, ne, da bo pač odstopil, ne, čez nekaj tednov. Tonin je tudi sprejel obljubo. In jaz mislim, da takrat so bili časi, ko je beseda še nekaj štela. Zdaj Peter se je rekel, da je razrešil. On je odstopil. Kaj bi, če ne, če. Ne? In vse te, in tudi jaz pač govorim, da so bile besede požrte. Ne trdim, da to je v nasprotju z real politiko. Samo kot komentator, ne, enkrat si ti lepo napisal, se pravi novinari, komentatorji, moramo na politike gledati zviška in jih gledamo zviška in če so dali neko obljubo, da so z njim maksimizirali rezultat, dajmo se zdaj delati z teh obljub norca. Delali smo se norca, če smem dokončati, delali smo se norca iz Goloba, ne, ko je rekel, da bo odstopil, ne, če bo KPK spoznala ga za to, da je kršil integriteto, ko je zadev ob real politiko, je začel jecljati, tako kot jecljajo vsi ti politiki, razen redkih izjem, ki sem se prej omenil, ki so zdaj prišli v parlament, ne, ker so tršili real politiko in vse te besedne bravure, tudi to, kar si zdaj povedal, vse to lahko dela nek damage control, ne, ampak tega žalostnega stanja, ne, potem bomo šli še na Madžarsko, če se promotimo. Ne. Ja, če nam bo pa zdaj sam povedal, ne, se pravi, tega žalostnega stanja, ne, da nas bo zdaj, potem, kar se je zgodilo na Madžarskem, ne, na Madžarskem je čisto drugačna situacija, ne, da se to, kar se je zgodilo na Madžarskem, nas bo tudi Madžarska prehitela, ne bo nič spremenilo. Ne. To je pač dejstvo. Ne. In to je vse. In to je kot komentator. Bodimo fair pri nekih obtožbah laganja. Ne. Zdaj očitati recimo Janši, ne, da se je zlagal, da ne bo naredil desne vlade, ker jo je zdaj naredil, glej, to ni res. Janša še nima vlade. Očitaj mu to, ko bo imel vlado. Se sem rekel, da se zdi, da gre tja. Da se zdi, da gre tja. Ne, ampak to, čisto... Še niti mandatarja nimamo. Vprašanje, no, a sta pričakovala, da bo toliko teh, no, zarečenih besed, laži, prelomljenih obljub, kako pač to definiramo. Lej, po tem, ko se je videlo volilni rezultat, je bilo jasno, ne? Ker je nemogoče. Se pravi, politiki so tam, vsak politik, prva stvar, ki se jo želi, je, da prevzame oblast. Ne? Tukaj zdaj se pravi, Peter je prej izpostavil, da Robert Golob govori to, da bi preprečil vlado Janeza Janše, desnica govori to, da bi preprečila vlado Roberta Goloba. Ker je nič narobe ni s tem. Se pravi, ti imaš tukaj 2 liderja, ki sta dobila najboljši rezultat, ne, in ki sta edina možna kandidata za mandatarja, ni tretjega, ne, ker nima legitimitete na volitvah, ne obstaja tretji. Ne. Vsi, po tvoje vrtov odsnim možen kandidat. Kako bo vladala, bil mandatar nekdo, predsednik stranke, ki ima 9 poslancev, kar pomeni, da ne more vložiti interpelacije. Poslovnik državnega zbora neko magično mejo zahteva poslansko skupino 10 glasov, da ti uporabljaš neke instrumente. Kako bo to predsednik vlade? To nima nikakršne legitimitete. Ne. Ampak je logično, se pravi, zdaj sta konsolidirala 2 pola, ne, ki zdaj vsak svojimi besednimi bravurami prepričujejo svoje volilno telo, pa proba še tiste nihajoče volivce ali pa nihajoče del javnega mnenja prepričati, ne, da ima on prav, ne, in da drugi dela narobe.
Jaz sem to rekel. To, kar zdaj vidimo, recimo tudi pri Janši, po volitvah, to ni nič novega. On je na prejšnjih volitvah popolnoma isto retoriko uporabljal, isto je govoril, da hoče imeti močno večino, da slabe vlade ne bo sestavljalo in so bile iste težave po volitvah. To ni nič novega. Je tudi logično, da pred volitvami skuša volivce prepričati, motivirati, da mu dajo čim večji delež. Ne. Realnost pa je ta volilni sistem, ki ga imamo, po katerem je praktično vsakič težko sestavljati vlado in so strašni problemi. Golob je zlahka sestavljal, tudi je imel močno vlado. Ja, izjemoma, ker je bil tak rezultat, zaradi covida tudi pa vseh teh. Vse tudi Cerar je nekoč relativno lahko sestavljal, ampak večinoma so pa težave. Tudi Drnovšek je imel hude težave dostikrat. Ampak to pojasnilo, si ga mi glede omenil, okoli tega notarsko vedenega zapisa Zorana Stefanovića. Če bo jaz šel povedati, če drži tista fotokopija tega zapisa, ki kroži po spletu, je v bistvu sploh ni bil urejen pri notarju, ampak na upravni enoti v Kranju. In to pred 5 leti. Tu sem jaz že v tej oddaji pojasnil, to, kar tudi zdaj Pirnat povedal, da to notarsko veritev samo pomeni, da je podpis res njegov. Skratka, ta izjava nima nikakršne pravne teže. Ni javna listina. Ampak tudi če nekdo reče, ne bom dal glasov, samo reče na televiziji, tam ne rabiš ovirati, ker ga vidiš, zdaj, če bo daj deepfake in tako naprej. Ampak, če nekdo reče, je to beseda. In v politiki, vse, kar ima politik, ima besedo, ostalo, potem, če je pa totalitarc, ima pa tudi represijo. Zato zdaj sledi moje vprašanje, ali je Stefanović to, recimo, po vašem mnenju, zdaj dovolj spretno pojasnil, zakaj bi pa recimo zdaj obstajala možnost, da bi sodeloval tudi z Janšo. Tega se ne da spretno pojasniti. Se pravi, on je, in v bistvu, jaz mislim, da celo je šlo tako, takrat sem šel pogledat za nazaj, tudi ker je necenzurirano in hotel pokazati, da so oni že takrat bili proti Stefanoviću in so objavili članek iz leta 21. oktobra. In jaz mislim, da je on to izjavo dal zaradi tega, ker ga je necenzurirano leta 21 obtožil, da je on Janšov trojanski konj, je bil naslov trojanski konj Janeza Janše. In je on nekje v 5 dneh, recimo, to je bilo 10. oktober, 14. oktober, zdaj pustim zdaj dan 2, ampak bilo oktober 21, če se prav spomnim, par dni potem je datirana ta izjava. In s tem je on nekako pomiril svoje volilno telo. Nič hudega, ampak tu je v resnici na koncu ti se prodaja za nekaj, kar nisi. Tudi lahko prideš do oblasti, ampak zagotovo na dolgi rok, s tem ne moreš dvigati niti moči institucij, niti nivoja politike. Ker nivo politike je to, da tisto, kar obljubaš, tudi izpelješ. Sicer moraš v volilni kampanji paziti, kaj obljubaš, da ne boš tega rabo požreti. To bi rekel, da gre tu v resnici za velik spin zdaj. Temu istemu Stevanu, to, kar se dogaja za to njegovo izjavo, temu istemu Stevanoviću so pred volitvami iz največjih medijev na vso moč očitali, da je Janšo. In nič niso vlekli te izjave ven takrat. Jaz sem jo takrat objavil, pa ne kot glavno zgodbo, samo opozoril sem na to, pa na njegova proruska stališča, pa na povezave SD, ki so tudi zaradi Vaterpolske zveze, tudi tukaj. Takrat oni tega niso. Zdaj po volitvah, pa smo lahko na televiziji videli, odkot to izvira. Ker je povedal to sekretar Svobode na televiziji kot glavno stvar, to prelomljeno obljubo in tudi premier sam, da je šlo za prevaro. In se sklicuje na to izjavo. Spin v ozadju, da mediji to počnejo, vodi Svoboda preko svojih medijev. In zato je to tako močno in odmeva. To odmeva neskončno bolj, kot so te prelomljene besede Goloba, ki nikoli ni pojasnil, zakaj je recimo dajo denar Vukovićevi pa Cirmanu, na Siol.net, na sporedno podjetje, ali pa tiste svoje izgubljene identitete, ko smo mu dokazali, da ima račun v tujini, ker je prej sam rekel, da ga nima, pa ga je imel 4 leta, ali pa recimo tudi pri KPK-ju ga niso tako stisnili, ko ni odstopil, če je rekel, da bo, kot zdaj stiskajo enega Stevanovićeva zaradi eno izjave, s katero se je hvalo v času, ko so to vsi vpili, skupaj z tem pogorelcem Janezom. To je bila v času tistih protestov moda, anti-Janša nikoli z Janšo. Jaz mislim, da je spin. Ampak tudi zanimivo, ker to se mi zdi tako, je precej nestrateški spin, če je spin, Svobode. Ker zdaj vsem Svoboda, če imaš ambicijo sestavljati vlado, bo rabila nekatere zaveznike, ali je zdaj to cilja samo naloga, ja. Očitno so ocenili, da Stevanović nima s tem težav. Ker zdaj loga, danes je bilo nacenzurirano, lepo povzete, kaj dela desnica s Stevanovićem, ker mislim, da je na drugi strani. Skratka, in očitno je šel z desnico. In zdaj, če bo kaj drugega dobil tam, bo šel z Golobom. Tu je težava tudi sodelovanja z ljudmi, ki projejo obljubo. Se pravi, veš,
če sem jaz prišel k tebi, po tvojem je še vedno možno, da on prestopi že nazaj. Vse je recimo možno. temu, Se pravi, kredibilnost človeka v javnem prostoru je samo v tem, dam besedo, a sem jo držal. Moj track record držanja besede je moja kredibilnost. Jaz lahko delam partnerstvo z nekom, ki je prelomil eno obljubo, pa drugo obljubo, pa naredil to, pa naredil ono, ne? Ampak kdo ti garantira, da ko bo mu nekdo ponudil na drugi strani več in mu bo lahko to ponudil, recimo, ker bo sufil še enega demokrata, da ne bo šel stran, ne? Ker to je bila potem pa, to je bila recimo genialna poteza Gibanja Svobode, pa je ne podpira, da ne bom, ampak tako, bi pač se kot komentator blazno zabaval, ne? Da je prišel gor z glasovi desne koalicije, ne? Na koncu dobil nekaj, ostal predsednik državnega zbora in podprl levega mandatarja, ne? Skratka, vse je mogoče, ne? Ampak kakor sem prej, ker je pa prej Peter vse povedal, bom rekel, ok, lahko drži, lahko ne drži, ampak svoje vloge kot komentatorja ne vidim, da bi branil ali pričeval eno ali drugo politično stranko. Vidim tukaj izjemno veliko podobnost med našo desnico in našo levico. To je vse. Kaj pa te prve dni, no? Zdaj Stefanović ti zgovor, ki ga je imel po izvolitvi, da tam ni omenjal on teh njegovih nevragičnih točk Putina pa Ukrajine. Temu se je popolnoma izognil, ne? Imel nek spavljiv tak govor pa tako dalje. Da je v ponedeljek zjutraj je pa umaknil, ne, tisti domofon, ne, pa tisto kamero, ki jo je inštalirala tam Urška Klakočar Zupančič, da je pač očitno lahko imela neke svoje zabave noter, ne. Tukaj bo čas pokazal, ne, tukaj sta dve razlagi glede Rusije, dve mogoči razlagi, jaz ne vem, kaj je res, glede Rusije in NATO, ne. Prva razlaga je ta, da ste... Zdaj, referendum v NATO je zdaj znova obljubil v tem intervjuju včeraj, ne, za Radio Slovenija. Aha, no, glej, zdaj... Pa da je blizu Pa Moskve. rekel je, Okay, no, ne, pa napovedal je možno, da gre v Moskvo. No, lej, tukaj sta dve razlagi, ne. Prva, ki je po mojem bolj verjetna in ta je bolj problematična in tukaj je pač za ceno vlade to vzeti v koalicijo je problematično. Pač zdi se mi problematično. Ok, lahko pravičimo, rabimo desno vlado, za vsako ceno prav mejmo jo. Ampak, če je tukaj dejansko nek finančni vir Rusije ali pod nadzorom Rusije, potem se to ne bo nehalo. Ne? Druga razlaga je pa, da je on, kar sem pa pri njemu opazil, in to pač rečem z vsem, kar sem, ne, in ne bom tega odmaknil se, je inteligenten politik. On je izjemno inteligenten politik, ima tudi vse lastnosti populista, kar ne pomeni nujno negativno, pomeni zna videti, kaj javno mnenje hoče, ne, zna to skomunicirati na ta način. Jaz sem to ves čas govoril, pa tudi te oddaji so potem mogoče nekoč, ko sem mislil, kakšen komentator me je potem napadel, ne, ki ga zdaj hvali, ne, zdaj pa pač, ker je pač pri Janši ga pač hvali. Ne. Ampak ne glede na to, on je izjemno inteligenten politik in lahko da je tudi samo ocenil, da je del volilnega telesa, ki ni nično nezaseden, proruski, prosrbski. Tega v Sloveniji ni toliko malo, ne? In tudi protinatovski. Ne? In pri tem mu je mogoče šla še levica nekoliko na roke, ker je takrat, ker je bila v vladi, mogla nenačelno, ne, podpisati sporazum o višjem BDP za orožje. Ne? Skratka, ampak če je pa proruski, zato ker je na financah ruskih, ne, potem bo pa to velika težava, ne? In tukaj je imela Romana Tomc prav takrat, ne, ko je še mislila, da ne bo podprl Janeza Janše. To je enaka težava kot pri levici, ne? In je podobno tudi v drugih državah. V Nemčiji imamo Linke, Ja, levica je bila del vlade, ne? Zdaj Stefanović očitno ne bo, ne, del On vlade. trdi, da ne bo del vlade. In Ja. tudi mislim, da ne bo del Ampak vlade. to bi rad povedal, da je tu je neka pomembna dilema. Ne? Tudi Nemčiji ne vejo, kako z AfD-jem ravnati. Ne? Ker ena od možnosti, kako s takimi strankami ravnaš, je, kot so zdaj z levico storili zadnja leta, da jo pač vključiš v vlado in jo s tem na nek način dolgoročno neutraliziraš. Zdaj, če se bo pred Stevanoviću to zgodilo, zgleda, da ne bo hotel iti vlado, ne? Potem ima lahko tudi neke druge učinke. Zdaj, pri obeh teh strankah skrajnih, ne, z temi proti NATO in proruskimi stališči, pa je težava in je možno, da je v ozadju, ne, in je to realno nevarnost dobro videti, je pa jo pošteno videti na obeh straneh, ne, da jo ima in Golob že zdaj 4 leta, ne, da je tudi sicer 4 leta kršil vse zaveze v NATO, ne glede na svoje podpise, da nikoli ni porabil za obrambo toliko, kot se je država zavezala, niti enkrat samkrat, niti se ni za to v resnici trudil. Ne, to je treba opozoriti. Zdaj desna vlada, ne, za enkrat tega še niti ni mogla pokazati, kako bi tu delala, ker pač ni vladala. Ne, to se bo šele videlo. Ne. In tudi, kakšne težave lahko tu Stevanović povzroča, to se bo šele pokazalo, njega najbrž ne bo vladi, kot se zdi, no, lahko pa parlamentu, seveda, ker ima glasove, povzroča težave. Jaz se pa referenduma ne bi bal, kot sem že prej povedal, ker mislim, da resen referendum dejansko sploh ni mogoč, dokler politika ne odloči izstopu iz NATO, takšna odločitev bi bila pa absolutna norost. Lej, ti imaš drugega človeka, ki je lahko proruski, to je težava. To je pač težava. Če so zdaj tudi neki kanali do Rusije, oziroma recimo do Srbije in tako dalje. Ne, zdaj, Stefanović ima tudi bo imel dostop do nekih takih zaupnih dokumentov, ne, zagotovo kot drugi človek v državi. Ne. A je to
realna nevarnost? Se je to retorično vprašanje. Ne? Ja. To je pač, jaz mislim, da pač je zelo pomembno, kdo sedi na mestu predsednika državnega zbora. Ne? In čeprav mnogi z desnice so imeli veliko zapovedati, pa mislim, da je bil zbral kar pogum in z profesorskega mesta profesora Abla, če citiram, ne? Bom rekel takole, ne? Ta država, ne, je začela z dr. Bučarjem. Ne? Pristali smo pri Stevanoviću. Zdaj pač to verjetno kaže nek trend, da nazadujemo v nekih, ne vem, najmanj v moči institucij. To je pač moj pogled, se ti ne strinjaš, nič hudega. Ne, samo rad bi opomnil, kaj je to vprašanje, ki sem ga postavil. To je točno vprašanje. To je točno vprašanje v smislu, ker je odgovor jasen. Seveda je to težava. Ne? Če imaš ti nekoga, ne, ki je morda celo nastavljen z neke tuje tajne službe, jaz ne trdim, da to on je. Jaz tega ne trdim. Jaz sam govorim veliki če, niti nič o tem ne vem. Ne? Potem je to drugi človek v državi, ki ga kontrolira nekdo iz tujine. Tudi te oddaje smo govorili, da je bil problem, ker sta bila dva iz škalerskega ali kavaškega klana na njegove stranki. Skratka, če imaš taka oseba z tega stališča je pač problematična. Ne? In zdaj to požret samo za ceno, da bo sestavil vlado, potem lahko politično legitimen cilj, ker vlada ti je politično legitimen cilj. Ne moreš pa nikoli več reči, da se tebi gre za državo, ker se ti ne gre. To bi pozoril, da je problem v resnici še dosti večji, no? In da se zdaj skriva. Ne gre za to, da je zgolj Stevanović proruski. Mi imamo še dosti pomembnejše politike v državi, ki so proruski. Župan Zoran Janković je absolutno proruski. Sprejel je nagrado Putina in je njihto vrniti in je ponosen. Ni pa predsednik državnega zbora. Absolutno je proruski in so bili skupaj celo lansko leto pri kapelici Milan Kučan, Danilo Turk. To so ključni politiki v ozadju, ki so bili za sedanjo vlado. Ne? Pa to je dejstvo, no. Premijer je na ravni Evrope ravnal relativno pragmatično in to sem ga jaz tudi pohvalil in se ni pridružil Orbanu. Ampak v resnici je naša država, ko gre za konflikt v Ukrajini, bila skupaj z Orbanom in skupaj s Slovaško. Nobenega orožja nismo tja poslali. In vsaj da bi jaz vedel, v tem času. Več, odkar je Golob. Vse, kar je še bilo, je bilo iz časa prejšnje vlade. Ne? Tako da ta problem je večji. Jaz se strinjam, da je, ne? Ampak ga je treba videti na obeh straneh. In to, če se zdaj potisne še eno dodatno prorusko silo, ne? S skrajne desne v ta levi korpus, da bo še močnejša ta proruska stran in stran proti NATO in Evropi, ne vem, če je dobro za državo, no? Jaz sem na nek način celo vesel, da se levica pa resnica kregata in da sta sprti. Hvala Bogu. Prav problem bi bilo, če bi se ti norci povezali. Tudi Nemčije, recimo. Ne? Peter, zdaj, če se recimo Stevanović odloči, da bi šel pač, da bi realiziral ta obisk v Rusijo, ki ga je napovedal v Moskvo. Kaj to recimo pomeni za Slovenijo? Da bo po Šarcu naslednik, ki je bil tam in je kršil vse pametne dogovore in delo sramoto državi, ali pa našemu tožilcu, nekdanjemu, ki ga je tudi levica nastavila, ki je šel dobesedno, ko so tanki hrumeli na mejo, podpisovati sporazum o sodelovanju na področju informatike z ruskim tožilcem Putinom, ki je bil celo na listi nezaželenih oseb z embargom v Evropski uniji. To je pač naša država. Ne? In k nam je po okupaciji Krima so cel čas hodili najpomembnejši ruski politiki. Tu je bil Lavrov, ne vem kolikokrat, bil je vrh sodstva, ki se je srečal z celim vrhom našega sodstva po okupaciji Krima. Ne? Mi smo od Rusiji odpirali vrata po tistem, pa je na koncu počelo, kot je počelo. Ne? Zdaj reči, da je, kako bi rekel, da je Stevanović tu neka posebnost, se bojim, da ni. Ne? In imaš prav, da oni tu zasedajo nek prostor, ki bi ga sicer na levi še bolj zasedli. Ne? Ne, če smo rekli samo to, ne, se pravi, če razumem prav tvoj argument, ne, če lahko Janković potem, če lahko njihovi, lahko tudi naši. Ne, oboji so skrajno problematični. Samo da povem, ampak je dobro videti tudi drugo stran. Ja, razumem, jaz sem pač razumel s tem opravičevanje tega, ne, ampak to je točno tisto, kar to državo vodi v nazadovanje in recimo, ne, kar se je zdaj zgodilo na Madžarsko, ne, se pravi, Madžarska se je v nedeljo obrnila proti Evropi, stran od Rusije, ne, Slovenija se je dajmo reči, da je na obzorju desna vlada, ni se še zgodila, se vse strinjam s tabo, ampak zdi se, da gre v to smer, se bo pa pod desno vlado, če se bo zgodilo, kar predvidevam saj osebno, da se bo, ne, obrnila proti Rusiji in stran Evropske unije. Ker v vladi ne bo več proruske stranke, kot je bila do zdaj. Kje ti je logika? Vse je v redu. Ne, pa zato te resno vprašam. Zdaj smo imeli v vladi stranko Levico, ki je bila direktno za ruski mir. Kako to zdaj misliš, da se bo zdaj pod Janševo vlado bi se Slovenija obrnila? Pač ti imaš človeka, ki je proruski, ne? Ki ne bo v vladi. Lahko samo malo. Se pravi, oblast v Sloveniji po ustavi
ima 3 veje, ki so enakovredne. Sodno, zakonodajno in vladno. Imel boš proevropska predsednika vlade, ampak ena od 3 vej, ki so enakovredne, je proruska. Oblast se obrne proti Rusiji. Pazi, samo predsednik. Večina niti slučajno ni proruska. Glej, to je pa brezvezno potikanje. In predsednik ne določa politike državnega zbora. To je spet fantazma. Če kdo misli, da je Urška Klakočar Zupančič določila zunanjo politiko države, zadnja leta nima pojma. Niti slučajno je ni določila, tudi medijske ne. To ne določa predsednik državnega zbora, noben zgodovini ni. Določajo večina v državnem zboru in nimamo večine, ki bi bila za interese Rusije, to pa ni res. V Svobodi je bilo nekaj poslancev v preteklosti, ne vem koliko jih je zdaj, ki so bili proruski, to ni skrivnost. Gregorič ni več izvoljen. Ja, podobno kot ki so pač tudi z levice prišli. Dragujevičeva je še vedno, no? Ja. To se mi zdi, da je malo pretirano, da bi rekli, da se bo zaradi Stefanoviča državni zbor obrnil po Rusiji. Ne, ampak simbolna poteza je pa pač taka. Jaz nisem rekel, se bo državni zbor. Simbolno govorim. Tudi predsednik republike ima sam simbolno težo, ima pa izjemno težo. Pa nima nobene moči, ampak okej. Ampak zdaj še eno vprašanje. No? Zdaj, če recimo sledimo temu, kaj je rekel Matjaž Han, ti si v začetku povedal, da je vlada praktično sestavljena. Kaj se zdaj dogaja potem z Janšo? On sestavlja vlado ali ne sestavlja? Ker po mojih informacijah ni še nobenih pogovorov. Najprej Janša je star izkušen politik. Ne? In to je po mojem mnenju v politiki podobno recimo kot druge v medčloveških odnosih. Se pravi, če si ti, to kar naredil tudi Golob, ampak se mu je mudilo, ne? Če ti preveč ciljaš ljudi, ne? Ti moraš vedno zdrževati eno distanco, da ljudje sami hodijo k tebi. Ne? V politiki je ključno, kdo prvi pokliče. Ne? Ali prvo pokličeš ti Janša ali Janša tebe. Ne? Ali pa če pokliče on tebe, je potem on tebi dolžen uslugo in obratno. To je ključno. Se pravi, v politiki eno je beseda, ne? Drugo je pa pozicija moči. In pozicija moči je, kdo to rabi. Tudi kot sem jaz slišal, recimo, kako on vladal z manjšinsko vlado. Recimo takrat, ko se Terška ni izvolilo za ustavnega sodnika, on je zbral koalicijo in rekel, glejte, če bo jutri Teršek izvoljen za ustavnega sodnika, gremo na volitve. In so se vsi usrali, ker so vsi rabili službe. Ne? In tukaj se jasno ve, ne? SDS ima to pozicijo, da lahko to počne. SDS, se strinjam tle s Petrom, ne? SDS si lahko privoščiti na volitve, težava je, da na volitve ne mogoče iti, ker imaš tretji krog, kjer bo pač relativna večina izvolila kar nekoga. In tukaj je šibka Janševa točka. Niso volitve njegova šibka točka. Ne? To je prva stvar. Se pravi, jaz mislim, da on vedno vlada z pozicije moči, kar je v politiki učinkovito in dobro. Tega ne govorim kot slabo. Ne? Zato je to učinkovit. Ampak tudi ne more vsak tega početi. Ne? On ima 28 poslancev, ne more tega početi nekdo 6. Ja, mislim, da bo zdaj v drugi situaciji. Ne bo taki situaciji. Ja, bomo videli, ker največ. Druga stvar, ne, tudi sem hotel reči danes, kdo je pomagal Robertu Golobu najbolj, da mu ne bo razpadla poslanska skupina, Robert Golob sam. Ne? S tem, ko so prejšnja koalicija dvignila bistveno poslanske plače, ko bodo poslanci prvič dobili nove plače, bo ta zadeva še bistveno trdnejša, ne? Kot je bila do zdaj. Ne? Druga stvar, na tvoje vprašanje je pa zelo preprosta. Ne? Zdaj ni na potezi Janez Janša. Zdaj je na potezi predsednica republike. In Janez Janša, kar igra, mora igrati, da nič ne igra. Ne? Zato, ker on more počakati, da predsednica republike potegne prvo potezo. Ona potegne potezo in glede na to, kaj bo ona naredila, mora on odigrati tako, da bo njemu korist. Ne? Se pravi, če potegne predsednica republike, tudi ona požre svojo besedo, ne? In da Robertu Golobu brez jasne večine mandat, ker ona takrat, ker misli, da bo Janša zmagal, relativno rekla, ne bom dala mandata relativno zmagovalcu, dala bom tistemu, ki prvi prije k meni s 46, recimo, da Golob nekako pride, ali pa če ti rekel, da prije z besedo, on si tek vedno zlaže, ne? In potem da, oziroma da da Golobu, ne? Ker ne more prije 46, s tem požre besedo, ne? Potem mora Janša odigrati tako, da Golob pade. Ne? In potem je na potezi zopet predsednica republike, so pa na potezi tudi poslanske skupine in poslanci sami. Ne? Odloča se najprej še, če da predsednica še enkrat mandat nekomu, recimo dostraj proti Golobu, najprej še enkrat Robertu Golobu, potem pa po vrstnem redu vloženih pobud. Ne? Skratka, Janez Janša, če ne bo uspel predsednice republike prepričati, da mu podeli mandat v prvem krogu, nima kaj početi do drugega kroga. Ne? Razen, da drži svojo večino skupaj in ključna poteza tukaj je naredil. Ne? Se pravi, omogočil je, da je postal predsednik državnega zbora, Zoran Stevanović, in to ne samo, da je omogočil na tajnem glasovanju, ne, pazi, on je omogočil z javnimi podpisi, on ga je javno podprl kot SDS, ker tega mu v resnici ne bilo treba. Ne? On bi lahko tukaj dal to nalogo NSI-ju, če demokrati niso hoteli, 5 + 5, ne? To so dali pa 10 podpisov rabaš, da vložiš kandidaturo.
vsi poslanci resnice so prispevali, torej 5 poslancev, 3-3. potem pa ne, 3-3. nekaj 3-4 mogli biti. 3-3 je bilo. 3-3, tako je, 3-3, Trije 11, se pravi. poslanci Janševi, Tako, 3 Janši pa 3 ja. SDS, ampak kakorkoli, ne, s tem je poslanska skupina SDS-a pokazala, da stoji za Zoranom Stevanovićem, s tem je dala njega roko, ne, in zdaj ga čuva, ne, zdaj pač, in tukaj potem zdaj pa šteje una obljuba, ki je pa malo bolj močna v ozadju, ne, če prelomaš, ne, ker veliko lažje prelamljati ponovadi volivcem, ker nimajo potem več nobene moči 4 leta, ne, če 4 leta pa že vse pozabijo, ker pride novi medijski spini, teže pa med politiki, sploh pa med močnimi figurami politiki, kar Janez Janša definitivno je. Pa misliš, da bo šel recimo Golob tvegati samo z besedo, da ima dovolj podpore v parlamentu, 46 recimo obljubljenih glasov. Bo šel? Jaz na njegovem mestu ne bi šel tvegati, ne, zaradi tega, ker veliko bolj udobno, mislim, v opoziciji, sploh po tako veliki večini, ko zgubiš 13 poslancev, je vedno težko biti. Ampak bistveno lažje je biti, če nisi doživel še enega fiaska na glasovanju. Ne. Potem lahko vsaj spinaš, da si bil relativni zmagovalec volitev. To bodo pač spinali, ker to rabi vsaka stranka, rabi za bildanje svojega imidža v javnosti. Ne. Če pa bo šel tvegati in da jih ne bo imel, ne. Ali pa lahko ga bojo pa nategali, ne. Da bodo rekli, da jih ima, lahko je tudi to igra, ampak ta igra je vedno nevarna. Jaz mislim, tudi Janez Janša tega ne bo šel igrati. Veš. Zato, ker poslanci sploh, ko dobijo zdaj prvo novo višjo plačo, nikoli ne vejo, če bo v drugo tudi še opcija glasovati za to, da zadeva ostane in da se jim mandat podaljša. Pa se je zdaj sam povedal Golob, da bo naredil vse, kar more za to, da dobi teh 46 glasov in da bo mandat. Ja, to je rekel javno. To je rekel javno, ampak potem je to malo umilo, potem je govoril vse, kar je v njegovi moči pa tako dalje. Ja. Najprej rekel čisto vse, potem pa je rekel vse, kar more, Svoboda. Ne, ker je malo ublažil, ker pa je zgledalo, da bo spet uporabil Sovo, pa kriminalistično službo, pa vojsko, da bo izvedel na koncu državni udar, ampak to ne bo, to bi bilo preveč. No, ampak on rabi to upanje dajati, če sam smem to povedati. V ozadju pa on ima še moč. On je vendar vladar, nastavil je cel kup ljudi v državnih podjetjih, že prej je obvladoval državna podjetja in to je neka sila moč. Tudi zasebnih podjetjih ima dosti velikih podpornikov, recimo Kolektor pa tile, ne. To je preko Jankovića pa tile, ne. Jaz slišim, da je nekaj dogovorjen z mediji, da se bo šlo še v en napor, še v en močen pritisk. Medijih ima moč in to je lahko velika dud v prepričevanju celih teh strank ali pa poslancev v skrajnem primeru, ne, da bi vendarle dobil še naprej oblast in si zagotovil vladanje. Tukaj se absolutno strinjamo. Funkcija tega je izključno to, da on govori poslancem, zdaj predvsem poslancem z nasprotne strani, ne, tistim, ki recimo kolebajo, da bi podprli Janeza Janšo. On zdaj govori poslance demokratov, na primer, kako? Ali pa tudi, tako, predvsem verjetno so tukaj demokrati tarča, ne, se pravi, govori, da on je še vedno v igri, ne. Po drugi strani s tem govori določenim vplivnežem v javnosti, ne nujno javnim vplivnežem, to so ljudje, ki te pokličejo kot poslanca, ti povejo, pa ne moraš tega narediti. A veš, s tem se lahko izvaja na družinsko okolje pritiske, da potem, pa recimo nek prijatelj ti potem enkrat pove. Skratka, on to govori zato, ne, ker zdaj igra še ni končana. Ne, dokler niso glasovi oddani in prešteti, mandatar ni izvoljen, ne, pač je vsak še teoretično v igri. Ne, verjetnost je Robertu Golobu po petku bistveno padla, ni pa šla na nič, ne? In poskuša rešiti, kar se rešiti da, se pravi, deluje kot proaktiven politik in čez to komunikacijo sporoča tudi zdaj, kar je Grah rekel, ne? Ti se prav videlo. On je rekel, to povem, da smo Logarju ponudili predsednika državnega zbora, ne, mesto, ker menim, to je dodal, da to tisti, ki bi morali slišati, niso slišali. Ne? To je tipični spin za to, da ti majaš ne javnost, ker javnost tega še znala ni. Ne? Ampak Logar je, če prav razumem, en dan pred glasovanjem rekel, da tudi, če bi predlagali njihovega kandidata, ta kandidat ne bi dal soglasja, namreč, da izvoliš ti recimo predsednika državnega zbora, rabiš dva pogoja, da si kandidat. No, prvo soglasje in drugo podpis. Vse tudi Grahu ne smemo verjeti, ne? Je pa zanimivo, kako tajnih pogovorov govoriš, kaj je bilo. To je skrajno neugledno. To mi je zanimivo, da je šel take podobnosti v javnosti. To je izdaja partnerjev. Glede, če imaš ti zaprte pogovore in si dogovorjen, da to ni javno, ne, in gre potem na televizijo glavni tajnik največje stranke razlagati, kaj so se tam interno dogovarjali o kadrih, pa o tem, pa o onem, to je nepredstavljivo, to je neresno. Kdo se bo pa s takimi še pogovarjal na nek zaupen način, ki je normalen v tem času, zdaj, ko se vlada sestavlja. Ne. Tisto, kar je bilo dogovorjeno, da bo javnost se je takrat povedalo, to mislim pa, da ni bilo dogovorjeno. Ne. In to zdaj Svoboda gre tu zelo daleč. Ne. To je to, kar je rekel Golob. Ne. Ta prvič, čisto vse bomo naredili, ne zdaj, kar je v naši moči. Ne.
To gre čisto vse. Če smem tle sam dopolniti in tudi kaže, ne, kako v brezupnem položaju so. Ne. Se pravi, ko greš ti neke dobre prakse prekršati, ne, zato da izvajaš pritisk na drugo stran, ne, potem pomeni, da si v resni buli, če tako po domače rečem. Ne. Dobro, če bo še besedo dve o Madžarski, toliko imamo še časa. Zdaj, kaj se je v bistvu za Madžarske zgodilo? Zdaj imamo Orbana, mislim, neka splošna realna ocena je, da imamo pač Orbana, ki ni Orban, oziroma urbanizem, večji del politike Madžarske, kar zadeva migracije, višegrajske skupine, da celo ne bi pač Madžar tole vidim širil čelo z Slovenijo. To se je zgodilo v bistvu. Fidesu se je zgodil prelom že v preteklosti, takrat je šel Nemec ven, sedajni zmagovalec. Orban je šel močno skrajno desno proti patriotom ali suverenistom, izstopil iz EPP-ja, so ga tudi ven metali, tudi šel v čisto neverjetno politiko do Moskve, pa ko gre za Ukrajino, kar se je tudi videlo zdaj iz teh prisluhov, ki kažejo to pa res popolno uslužnost, ker celo priznavajo Rusom, predstavniki madžarske vlade, da so oni njihovi podrejeni podizvajalci nepomembni, kar je velika sramota. In pač to igro je proti Orbanu Nemec potem sijajno odigral. On je se ponudil kot neka zmerna rešitev, EPP, tukaj je Janša, pa Vrtovec, pa SLS, nasproti bolj skrajni rešitvi, tudi do Ukrajine je ponudil... Če gojiš o Madžarju, ne? Ja, Madžarju, kaj sem rekel? Nemec, se zmotil, se pričujem, to imamo sodojo Nemca, Madžara, sem mislil. In tudi Ukrajina je ponudil stališče, ki je za madžarsko javnost dosti bolj sprejemljivo. Del teh protestov na Madžarskem so bili vzkliki Rusi ven, glasni. In tudi še na ta volilni dan po zmage se je to odmevalo po Moskvi in ti vzkliki niso slučajni. Zgodili so se iz spora z generalom ukrajinskim, ki je madžarske narodnosti, manjšina v Ukrajini, ki vodi to vojsko dronov, ki so mu prepovedali vstop v Madžarsko, zaradi tega, ker je pač napadal naftne inštalacije, ki vodijo proti Madžarski in on je takrat nazaj odgovoril, zelo čustveno, da ti plešejo po kosteh, da za dobičke ustvarjajo trupla v Ukrajini in da prej ali slej se jih bojo ljudje v Madžarski naveličali in je zraven pa dal ta pripis, Rusi ven. In to so Rusi v Madžarski potem ponavljali. In je to na nek pameten način speljal notranji puč, dogajanje in je dobil celo leve volivce, jaz mislim, pa liberarne volivce v resnici za sebe, ker so ti vedeli, da je edina resna alternativa ker imajo tak volilni sistem, ki je v bistvu večji del večinski. Tisti, ki dobi majhno večino, ima zdaj dobil celo dvotretjinsko večino. Je pa dogajanje tam velikanski poraz, ravno te leve pa liberarne stranke, ki so izginile. Je pa zanimivo to, da pridejo 3 stranke v parlament, niti ena leva ne pride. Če smem tukaj, se pravi, najprej, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je tisto, kar sem jaz upal, da se bo zgodilo v Sloveniji v predvolilnem času. Zdaj, mogoče gledalke in gledalci ne poznajo madžarskega sistema, na hitro bi ga pojasnil, sem ga šel pogledati, ker ne mogoče to komentirati, če tega ne poznaš. Najprej, kot je že omenil Peter, oni imajo mešan volilni sistem, imajo 109 poslancev, dobijo po enomandatnih volilnih okrajih, kjer šteje relativna večina. To pomeni samo eni krog je, tisti, ki dobi največ glasov, če ni čez 50, je izvoljen kot poslanec. Potem pa na ravni cele države podelijo še po proporcionalnem sistemu, podobno kot v Sloveniji, 93 poslancev, se pravi, volivec ima tam 2 glasovnice, eno za ta proporcionalni večinski, pa za tole. In tukaj v resnici najprej, zakaj sam 3 stranke, ker tudi pogoje za tele, reče se temu državne liste, to so liste, je izpolnilo samo 5 strank. In zdaj rečemo, mi govorimo Fides, pa jaz sem šel pogledati malo, kako bi naredil analogijo v slovenske stranke, da si predstavljamo, kaj to je. Fides je zelo podoben skrajnemu desnemu krilu SDS-a. Recimo Grims bi bil tipičen predstavnik Fidesa, oni so tudi resnici. Čista resnica. Ne, bom prišel do tam. Ne, resnica je ta tretja stranka. Resno. Se pravi Fides, Fides je desno krilo SDS-a, se pravi razen ta povezave z Rusijo drugačna, ampak to je tisto, oni so del patriotov v Evropskem parlamentu. Potem je pa ta, ki je zdaj zmagala. On je v bistvu ekvivalent Nove Slovenije, Logarja z elementi recimo Prebiliča. In tukaj, pol gre naprej, pol pa prišla noter še tretja stranka z 6 glasovi, ta je pa v bistvu nekako naš ekvivalent resnice, tu je suverenistična stranka, ali pa recimo, če bi šli na nemški nivo, je tu nekje ekvivalent AfD-ja. Kandidirali se pa samo še 2 stranki, ena je nekje ekvivalent mešanice med SD-jem
in Gibanje Svoboda, ki je dobil dober odstotek, ne, in pa ena stranka je dobila malo pod odstotek, 0,8, nekaj čez to, je pa recimo neka malo bolj na parodijo, ampak naši pirati. Skratka, Čeprav ne vem, zakaj si tam Prebiliča potegnil noter. No, Zdaj tale vendar je čisti EPP. Ne? Je EPP, tu se strinjam. Ja. Ne. In v bistvu, ne, analogija v bistvu tukaj je bil Madžar, ne, je bil pri nas Logar. Ne. On je isto izstopil. Ja, Vrtovc, ne vem. Ja, ne, ampak ne, po tej analogiji, on je izstopil iz Fideza pred temi volitvami, ne, pri čemer, ne, kar Logar ni naredil, ne. On je šel na evropske volitve in že takrat je dobil 30% glasov. On ima, mislim, da 9 poslancev, Fides jih ima 13. Ne. Skratka, ampak, glej, tu se je na Madžarskem uspelo... Za razliko z Logarjem, pač Logar nima te zgodb, ki jih ima Madžar za bivšo soprogo, ne? Pa nima te karizme. Se ni premaknila, kot se je premaknila. So še kar nekaj, ampak razumem. Skratka, ampak glej, kar je pa, to je eno sporočilo, ne? Se pravi, tam so se odločili za nek takle desno-sredinski blok, ne, se je Madžarska plebiscitarno odločila. Kar je pa druga stvar, ker jaz pogrešam pri naši desnici, ne, Madžar ni jamro, da nima medijev, ne, kot naša desnica ima bistveno več medijev, kot jih je imel Madžar tam, ker Orban ima vse medije pod sabo, ne. In tudi druga stvar, ne, Orban, čeprav ga lahko primerjamo z SDS-om, ne, njegova reakcija je džentelmenska, to je bil še vedno gospod, ne. On je čestitev, priznal poraz in poklical osebno Madžara, ne. On ni šel šteti glasovnic, da so ukradene volitve, ampak je poklical Madžara in mu je čestitev, ne. Skratka, glej, Madžar ni mogel ukrasti volitev tam na Madžarskem. To razumem, ampak vseeno lahko ti delaš medijski spin, ne. Skratka, hočem pokazati, kako drugačna je tam demokracija kot pri nas, ne. In v bistvu tukaj lahko pridemo do teze, ne, da je demokracija v Sloveniji, ne. Mislim, Orban je bil tam na oblasti, ne. Orban je bil tam, on je bil praktično ne hočem reči, bila razlika, tukaj je pač SDS v opoziciji, ne, to hočem reči. Lej, že je v redu, jaz sem enkrat povedal, tle imamo dva obraza ene partije, ne, ki en jamra, drugi jamra, ampak kakorkoli, zaradi tega, ne, tam je bil ta, ki je zdaj zmagal Madžar, ne. On bi lahko mu odgovoril v ukradenih medijih, pa tega ni govoril. On je kljub temu je zmagal. Skratka, da se, ne, če greš v pravo smer, ne, če razumeš, da moraš biti pragmatičen in če moraš delati za dobro države, ne pa sklepati gline kompromise s komarkoli zgolj za to, da vladaš. Mislim, da je tudi cena napačna in primerjava z nami in to, kar se je zgodilo realno na Madžarskem. Ne. Prvič, te ocene o SDS-ju, ki se jo enači z Orbanom, ne, so propaganda levice pri nam. In so tudi bili močni pritiski, da bi potisnili SDS v to skupino in izven EPP, ki pa jo je SDS zavrnila. No. So tudi tam skrajneži. No. In tudi to, ki je Logar, danes pravzaprav sploh še ne vemo, ker je on šele prvič v parlamentu in se bo mednarodno šele moral uveljaviti. Kar se pa tiče tega, kar dostopa do medijev, ne, tu pa je primerjava celo, po mojem, ne fair. No. Madžar je prišel iz Fidesa, on je bil pomemben politik Fidesa, minister, tudi njegova bivša soproga in je imel kot tak skupaj z Fidesom monopolni vpliv nad mediji na Madžarskem in del teh medijev, mogoče ne največje televizije, je šel za njega, drugače na teh volitvah ne bi bil uspešen tako kot je. Ne, zgodilo se je nekaj takega, kot da bi prišlo do preloma v vladi in bi levica šla z Johnom, ne, ali pa kjer je od tistih kandidatov, ki si jih prej omenil, ne, Prebilič na Goloba, na polno, ker pri nam niso, ne, ker so bili, v resnici pa vsi vedeli, da so brez veze. Ne, in bi jih mediji podprli, eni. Recimo Studio City, pa ti, ki so jih levičari najbolj nastavili. Ne. Tako da ta primerjava nikakor ni enaka. Pri nas opozicija ima dosti manj vpliva, ker pač ne vlada. In tudi Logar ga ni mogel pridobiti, ne, ki ga pa naj. Ne. Že SDS ga praktično nima, on sam pa sploh ni imel šanse. Jaz nimam nič proti Logar, samo pravim, da je treba tu vendarle pošteno ocenjevati in da ta primerjava ni korektna, da se proba zdaj diskreditirati eno stranko na račun druge. No. Nikoga ne diskreditiram, samo pač da sodi SDS tja, kamor spada Orban. Rekel sem skrajno krilo desno SDS. Mislim, da je Grims ni. Seveda ni, ker mora biti. Nekaj zadeva Ukrajino, pa Grims. Se strinjam, z elementom ta proruska zadeva, ta je bila pač druga. Kako pa komentirate to euforijo te slovenske levice, tudi trde levice, ne, nad zmago desnega Madžarja na Madžarskem? Ja, pač gre za medijski spin, ne. Se pravi, vsaka stvar, smo v predvolilnem obdobju, vsaka stvar, ki se zgodi... To je zdaj že povolilno obdobje. Mislim, povolilno obdobje, ne, ki je pa predmandatarsko obdobje, prej smo govorili, kako proba se to scufati, ne, in se pač vsako stvar poskuša obrniti sebi v prid, ne pozabimo, da je imel za politiko, mislim, da je bilo v politiko Robert Golob pred volitvami intervju in je bil naslov, da je on zadnji
branik, ne, v Evropi, ne, se pravi, da če Pred zmaga novim tukaj Orbanom. Janša, novi Orban, ne, pa v bistvu težava Slovenije je to, da mi imamo levega Orbana, ne, ki je sistematično zgrajen. Imamo Levica, je naš, je Orban. Vse to, kar so oni naredili v resnici z RTV-jem, to je delo isto Orban z institucijami na Madžarskem, ne. Imamo pa pač pol težavo nekoga, ki pa je bil na oblasti, pa se je takrat dejansko zlizel z Orbanom. Ne. Imamo, se pravi, desnega Orbana, ki je bil prilično Orban, ki je tu finančno očitno koristilo, ne. Imamo pa levega Orbana, ki ga je ta sistem naših omrežij sistematično gradil. Bi pa rekel sam še eno zadevo in tukaj mogoče pa se lahko še eno stvar naučimo od Madžarske. Madžarska ima pa 5% vstop, 5%, se pravi, poleg mešanega sistema ima prag za vstop parlament 5%. In jaz mislim, da če tej koaliciji zdaj ne bo nič uspelo drugega narediti, ne, če bi spremenili volilni sistem, Iz 4 na 5. iz 4 na A to je 5, tako velika razlika? jaz mislim, pa še eno stvar, samo 2 stvari bi mogli mi narediti v tej Sloveniji in bilo mnogo bolje. Prvo, iz 4 na 5, ker potem bi bilo več taktičnega glasovanja in bi avtomatsko, ne, ker to potem je eksponentno deluje, pol ljudje ne glasujejo z unga, ki ima 4, ne. Veš, tleti taktično glasovanje prenese. In druga stvar, ki bi mogli mi ukiniti, mora bi ukiniti financiranje izven parlamentarnih strank. Ne. Ker opažamo v bistvu biznis model, ne, ljudi, Ustavno ki sodišče so... je že presodilo, Okay, da se ne pa more. da se tu uvede tako, da dobiš ti po kampanji, ne, se pravi nek znesek glede na to, kar si dobil po plačanih računih, ne pa da ti konstantno razumem. Pač, Ustavno sodišče je ampak jaz presodilo, mislim, to ne da bi bo šlo. to zelo, zelo pomagalo. To ne bo šlo, ker onemogoča konkurenco na naslednjih volitvah, samo na parlamentarne, ki imajo itak že prednost, ker si še delijo denar iz poslanskih skupin. Tako da to ni bilo pošteno. Bi pa to rekel, da se čisto strinjam, da je šlo za popolnoma propagandne odzive. Ne. Oni so popoln polom levih in liberalnih strank, ne, ki smo bili priča, uporabili za to, da so razglasili tako rekoč svojo zmago, ne, in sporočila levice, predvsem, sej Golob je bil tu še bolj previden, ne, ki je vendarle bolj to proevropsko smer poudarjal, ker drži, ker Madžar je, ali pa Magyar, niti ne znam izgovoriti, je tak, ne. Sporočila levice so pa dejansko bila ta čista propaganda, ki je pač uporabljala to preteklost, ker sta nekoč SDS in Fides bila v isti skupini, EPP, dokler ni Fidesa odneslo, pa zaneslo, pa so šli ven, ne. In so pač govorili, da je tam tako rekoč zgubil Janša, ne, ko so v resnici največji poraženci bili oni, ne, ker na Madžarskem ima danes desnica vse, ne, in dvotretjinsko večino EPP, Janša. Ne. To mislim, to nikoli ni dobro, da nekdo na volitvah usvoji takšno večino, kot jo je recimo zdaj Madžar osvojil. Ne? Načeloma to, mislim, da je lahko dobro. zaradi balansa pa kontrole oblasti je to vedno problematično. Lahko je Ne? dobro. Lej, pač tak sistem imajo, zdaj jaz nisem šel, ampak poslušal sem malo pa tu, pa nisem šel se potem poglabljati, ne, ampak očitno tam je pomembno med dvotretjinsko večino, ker je Orban neke stvari zaštrikal in če jih hočeš oštrikati, moraš to večino pač imeti, je pa res tu Orban je na ta način v bistvu uzurpiral si državo. Ne. Ampak tudi to, da imamo tam 3 desne stranke, ne, to nič ne pomeni v odnosu do Slovenije. Ne. Zato, ker tu je, njihovi volivci so drugačni, se pravi, Je pa zanimiv drugačen fenomen, pogled ne. na svet imajo, Ampak kot to zdaj mi. že mislim, da je to zdaj Številne države imajo posebno večinski sistem, recimo Anglija, ZDA, pa ni nobenih Ja, težav. ampak to mislim, da je mogoče še bolj učinkovite vlade. To je bila edina država, ker ni dobene leve stranke bilo zdaj v parlamentu, zdaj Madžarska, zdaj druga že. Ne? To hoče reči, še bolj učinkovite so običajno te države, ki imajo te večinske sisteme in jasne vladarje. To, da imaš to, kar imamo mi, ne, vlado, ki ne more vladati, se skozi nekaj menjava, to dolgoročno, in da se kupujejo volitve, tako so se pri nas, ne, in to se vsake zgodi, se ni zdaj sam Golob tega počel, tudi drugi so. Ne. To dolgoročno močno škodi državi in bomo s časoma mi postali tak problem, kot je zdaj Madžarska, ki zadnja leta, ne glede na to, kako oblast je imel Orban, ni bila najboljše vodena, no, vsaj potem, koliko je zaostajala. Tukaj sem to rekel, se strinjam, ker tak sistem, ki ga imamo mi, ne, pomeni, da je neka stranka, ki je dobila nesorazmerno manj glasov, recimo, če jih je zdaj dobila 28, jih nekdo dobil 5 ali 4, ne, odloča, mora zaradi njih sklepati neke gnile kompromise in v bistvu tu neproporcionalno tudi glede na zastopanost volivcev v državnem zboru. Ne. Skratka, moraš ti, ima tudi ta teža teh volivcev 4 poslancev, ne, bistveno večjo težo in tu se absolutno strinjam, tukaj na ta način nobenih resnih reform ne mora sprejeti in mi se bomo mogli vse zdol in po mojem pogovoriti čim prej o tem, kaj narediti z našim volilnim sistemom. Dobro, Peter, najlepša hvala za komentarje, vidimo se znova že ta petek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.